Ko leta 2010 v Bruselj tako uradnik ministra Sama Omerzela Cvetko Kosac romajo velike in zeleno obarvane obljube. Ampak kdo je pripravil ta akcijski načrt? Kdo je podpisnik tega? Ministrstvo je pripravilo. Kdo konkretno je pod ta načrt podpisan? Vi ali kdo drug? Ne. Ministrstvo je pripravilo. In to za gospodarstvo, natančneje njegov takratni direktorat za energetiko z Janezom Kopačem na čelu, ki sončni in geotermalni energiji zgolj pripreduri in še to samo za 5, na stežaj pa jih odpahne vetrnicam in to celo zmikavno razgrinja naravovarstvenik Tomaž Ogrin računico. Ta investicija ni na prostem trgu, ampak je podprta od države, skratka ta denar je zagotovljen. In to od davkoplačevalcev z dražjimi položnicami za elektriko, torej povsem po vzoru Nemcev, kjer so njihove položnice že poletele v nebo in kje so še stroški, tako mikrobiolog Miha Jant, za voljo škodljivih posledic vetrnic. To je nič drugega kot, kaj naj rečem, tombola z človeškim zdravjem. Saj skušata družba Vepa in z njo Aleš Musič vetrnice postaviti zgolj 800 metrov od senožeških hiš, ker jih korenito dlje tudi ne moreta, saj so tam ogrožene živali in narava. Vedno govorimo o zaščiti živali, kdaj bo kdo zaščitil tudi ljudi. Torej so živali bolj pomembne kot pa ljudje. Ne, to ste vi rekla. Ja, takšno je to sprenevedanje oblasti, s katero je družina Musič že poslovala. No, in če je za časa Pahorjeve vlade na davkoplačevalske stroške Kopača in njemu nadrejeno ministrico Darjo Radić, oba sta iz stranke zares z letali, med drugim vozila v Moskvo, bo zdaj služila z vetrnicami. In to s pomočjo tistega ministra Sama Omerzela, ki ga stranko zares in Kopačem povezujejo podjetja iz zloglasne skupine Ultra. In krog je tako sklenjen.